Draga naša mama, Susmanova mama, danes smo se zbrali v tej cerkvi na Rakitni, da se poslovimo od tebe, draga naša mama. Verjamemo, da nas slišiš in vidiš kljub temu, da te ni več med nami. Si pri Bogu. Tvoje telo tu leži, da se od zemlje poslovi. Ti živiš v nas naprej. Dala si nam svoje življenje. To smo občutili vsi, ki smo bili tvoji. Kdo bi lahko pozabil vse te trenutke, zapisane v naših spominih? Ob tebi smo se vsi čutili sprejete in ljubljene. Med nami nisi delala razlik. Vedno si kot prava mati skrbela za najmanjšega in najbolj potrebnega med nami. Nikoli nisi dopustila, da bi se kdo čutil odrinjenega. Skrbela si za dom, družino, moža, otroke. Vodila gospodarstvo in kmetijo. Imela si čut za dostojanstvo, a nikoli kritizirala. Kako lepo nam je bilo pri tebi, ko si imela odprta vrata v nedeljo po maši. Pri tebi je bilo mesto skupnega pogovora, praznovanj, snovanj, delovnih načrtov, zavetje in uteha ter pomoč, ko nas je zunanji svet stiskal in uničeval. Kdo bi pozabil žgarcev, ki si jih tako pogosto skuhala za nas, pa tako dobrega zelja s fižolom, zabeljenega z ocvirki? Kdo bi pozabil tvoje podpore posameznim sinovom in hčeri v stiski in neomajni ljubezni do njih, pa malo bolj šaljivih plati in dogodkov iz tvojega življenja? Kako si v skrbi za družino in njeno dobrobit valila traktorsko gumo po Ljubljani? Nekoč si zlomila roko, zdravniki so ti dali mavec, a že po prvih urah doma z majhnimi otroki si vprašala za malo žavo, s katero so ti mavec odstranili. In spet si lahko neovirano poprijela za delo. Kje si črpala moč za vse te dobrote? V življenju si tudi marsikaj pretrpela, a kljub vsemu ohranjala čut za lastno dostojanstvo in ohranjala vero v Boga. Rodila si se 14.8.1926 v družini Šivic pri Zidanci z 9 otroki. Dvema najstarejšima deklicama je bilo ime Marija in sta umrli še zelo majhni. Starši so ti hoteli dati ime Marija, ker si rojena pred Marijinim praznikom, a niso si upali, da ne bi tudi ti tako zgodaj umrla, kot dve sestri Mariji pred tabo. Imaš brata Franceta, ki je bil ubit kot domobranec v povojnih pobojih. Nandeta, več let po krivem zaprtega v komunizmu. Ivana, ki je ostal doma na domačiji pri Zidanici. Sestre Julko, Berto in Mirko. Dvakrat si pristregli po življenju. Prvič Italijani, šla si žet na ustje. Zajeli so te Italijani in te hoteli ubiti. Rešil te je gospod župnik Kunstel iz Svetega Vida, ki je znal italijansko. Drugič so te zaprli komunisti zaradi tvojega poučevanja verouka na Rakitni. Leta in pol si bila v zaporu in na prisilnem delu na železniški progi Borovnica Ljubljana. Eno leto si delala pri družini Grajza, pazila otroke in delala v njihovem podjetju, ki se je ukvarjalo z akumulatorji. 10 let si bila zaposlena v gostilni Lovec v Ljubljani. Komunisti so po vojni zaprli tvoja starša, brata Ivana in Nandeta, tako da je kmetija samevala. Po vrnitvi iz Ljubljane si skupaj z Julko skrbela za domačijo. Bila si tudi dobra vzgojiteljica in skrbnica sester, Berte in Mirke. Tvoj oče te je imel zelo rad. Leta 1958 si se poročila z Ivanom Susmanom in rodilo se ti je 5 otrok. Janez, Jože, Metka, Roman in Marjan. Imaš tudi 15 vnukov in množico pravnukov. Bila si nam zgled. V naših rokah je tvoja moč,
ki si jo črpala iz molitve rožnega venca, povitega na tvojih materinskih rokah. V naših medsebojnih pogledih naj odseva tvoj pogled razumevanja in sprejemanja. V naših medsebojnih pogovorih naj bo tvoja potrpežljivost in čut za lepo in dobro. V naših medsebojnih ravnanjih naj se ne bojimo pretrpeti drug za drugega in umreti svoje sebičnosti, kot si tudi ti znala. 2 tedna pred smrtjo, ko si že nemočno ležala v postelji, sem prišel na obisk. Nekdo je predlagal, da bi molili rožni venec. Hrepeneče si se obrnila k pobudniku molitve. Obraz ti je zažarel in oči so ti zasijale. Rekla si, dajmo, tako kot bi veselo našla skriti zaklad. Ohranimo in bojimo ta zaklad, ki ga je imela naša mama. Zaklad vere v Boga. Spoštujmo se med seboj in se imejmo radi. Tako bomo zarisali nasmehnjanje